Danes v Pomurskem dnevniku: po požaru bodo zgradili novo hišo. Ključne teme na evropski ravni. Gostinski lokal v Expanu. Nečakinjo zlorabil že kot 8-letnico. Vreme, jutri oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V soboto, 5. januarja, se je življenje Žanu Kotniku postavilo na glavo, še bolj kot je že bilo. V Galiciji pri Žalcu je popolnoma zgorela hiša, v kateri je živel sam. Pred 2 letoma je nepričakovano umrla njegova mati, pred 3 meseci pa mu je srčni infarkt vzel še očeta. Nato je ostal še brez svojega doma. S pomočjo številnih dobrih ljudi bo, kot kaže, tudi za nesrečnega Žana posijal žarek upanja. 22-letni Žan Kotnik vse od požara, ki mu je vzel dom, razmišlja le o tem, kako bi zaživel na novo. Še zadnjič se sprehodimo po ruševini, kjer je preživel vse otroštvo. Trenutno stojimo v kuhinji, včasih je bila kuhinja tukaj, nižji dol je bila dnevna. Predvideva se, da se bojo tukaj potem naredila tudi kuhinja, zdaj točno kje še ni opredeljeno, oziroma se bo potem tudi terasa uporabljala kot bivalni prostor. Stene, čeprav ožgane od ognjenih zubljev, nosijo spomine. Ruševino so namreč danes podrli, da bi lahko s pomočjo dobrih ljudi tukaj spet postavili hišo, ki jo bo imenoval dom. Najbolj se bo rabil material, tako rekoč opeke, kritina, tako naprej, beton. Številni dobri ljudje in podjetja so že priskočili na pomoč. Do sinočka imam jaz podatek, je bilo zbrano malo manj kot 25 000, to na računu Rdečega križa Slovenije. Domači so se aktivirali, Rdeči križ krajevni, ki bo šel po celi krajevni skupnosti od hiše do hiše, da bojo lahko tudi tako naši krajani, sokrajani prispevali. Žana so ob dobroti ljudi že večkrat oblile solze. A čeprav je v tako kratkem času ostal brez matere in očeta, nato mu je požar še vzel dom, išče pozitivno v svojem življenju. Po koncu me drži to, da bo hiša nova, da se bo na novo vse zgradilo, uredilo, mogoče tudi boljše, kot je bilo prej. To me drži po koncu, to je neko moje upanje, neka želja. In kakor kaže, se uresničuje počasi. Da bo na tem mestu zrasel nov dom za Žana, bo res trajalo še nekaj časa. Trenutno začasno živi v občinskem stanovanju, dela kot študent. Hvaležnosti ne skriva. To je zelo lepo in to so zelo redki primeri, da se lahko cela vas oziroma cela krajevna skupnost združi v eno in se pomaga nekomu, ko je v stiski. Jaz tek pravim, pomagaj enemu in pomagal boš vsem. Tako rekoč zaradi tega, ker danes jutri si lahko ti ostaneš brez hiše, brez stanovanja oziroma brez nečega, kar je tebi važno. Zdaj vse svoje misli usmerja v prihodnost. Ta bo zagotovo svetla, verjame. Evropske volitve od državljank in državljanov zahtevajo razmislek o transnacionalnih temah, torej temah, ki presegajo lokalni oziroma nacionalni okvir. O tem, katere vsebine naj bi zaznamovale majske evropske volitve, se bova pogovorila z Dejanom Bogdanom, ki ga lepo pozdravljam v našem studiu. Pozdravljen. Torej, pričakovati je, da bodo predvolilno tekmo oziroma predvolilno obdobje zaznamovale migracije. V bistvu se strinjam, nobena tema v zadnjih letih ni tako zaznamovala dogajanje na ravni Evropske unije kot ravno migracije. To je tema, ki polarizira in prav tako je pred velik izziv postavila odločevalce na ravni držav članic in pa tudi na ravni Evropske unije, kajti tu je bilo veliko, bomo rekel, tudi nesporazumov, konec koncev tudi predlog, da bi prosilce za azil na podlagi nekih kvot razdelili med države članice, ni naletel ravno na navdušenje v vseh državah. Tako da ja, to je vsekakor tema številka 1, ki je tudi najbrž tema številka 1 marsikatere politične skupine. Vendar pa to, da tema migracij postaja oziroma je tema številka 1, v ozadje potiska druge teme, ki so pa tudi prav tako zelo zanimive oziroma pomembne. Ja, se strinjam. Če samo ostaneva recimo pri migraciji oziroma širše pri nekih demografskih vprašanjih. Prav tako recimo je na področju migracij zelo pomembna tema
upadanje števila prebivalcev v posameznih državah članicah Evropske unije. Recimo, če vzamemo za primer Latvijo, ki je od vstopa v Evropsko unijo po nekaterih podatkih izgubila kar 18% svojega prebivalstva, tudi v Litvi so trendi podobni, konec koncev tudi v naši soseščini vidimo na Hrvaškem, v njihovi pokrajini Slavoniji, koliko ljudi se je samo v zadnjih mesecih izselilo v druge države članice Evropske unije, tako da tudi ekonomske migracije so zelo pomembna tema, ki bi jo bilo potrebno postaviti vsaj ob bok migraciji, o kateri smo govorila malo prej. Katere bi pa mogoče so tiste vsebine oziroma teme, ki bi jih še izpostavili? Mogoče bi to predstavil skozi prizmo bodočega evropskega večletnega proračuna. Tu so tiste teme, ki so pomembne za državljanke in državljane, oziroma teme, za katere jih pač vabim, da se z njimi seznanijo. Pa če jih samo izpostavim nekaj, recimo kmetijstvo, skupna kmetijska politika, vemo, kako je tudi pomembna za pomursko regijo. Potem so tu podnebne spremembe, okoljska vprašanja, digitalni razvoj, konec koncev tudi kohezijska politika, mobilnost mladih in še bi lahko našteval. To so vse teme, o katerih je vredno spregovoriti v tem času, o katerih si naj državljanke in državljani ustvarijo mnenja in tudi na nek način naj razmislijo, ali si želijo, da na teh področjih imamo več Evropske unije ali manj Evropske unije. Je na mizi, je aktualna tema več ali manj Evrope? Tako, to ravno, ko sem prej omenil, to je neka ključna dilema, na katerih področjih želimo, da bi bila Evropska unija bolj prisotna oziroma na katerih manj. Tudi ta tema je aktualna, tudi z vidika, vidimo, proces Brexita, je na nek način spodbudil ta razmišljanja, ali bi Evropska unija, vsaj nekatere politične skupine menijo, morala storiti korak nazaj, ali pa je pravilna pot k še tesnejšemu povezovanju držav članic. Bi po vašem lahko katera politična stranka nagovarjala volivke in volivce z agendo, katere osnovno vodilo bi bil mogoče razpad Evropske unije? V bistvu dvomim, da bi se katera izmed večjih političnih skupin zadeve lotila na ta način, preprosto iz razloga, ker javnomnenjske raziskave kažejo, da imajo državljanke in državljani pozitiven odnos do Evropske unije. Tako da menim, da bo bolj na mizi vprašanje reforme Evropske unije in tu smo spet pri tisti začetni dilemi več ali manj Evrope. Prav najlepša hvala vam za obisk v našem studiu. Vas, drage gledalke in gledalci, pa vabim k vpisu na spletno platformo tokratgremvolit.eu, s pomočjo katere boste obveščeni o pomembnih informacijah povezanih z evropskimi volitvami. Že nekaj časa ljubitelje gibanja in rekreacije ob Soboško Kamenšnico vabi gibalni park. Na Expano medtem kljub sprva optimističnim napovedim moramo še nekoliko počakati. A vendar se odprtje nezadržno bliža. O tem priča tudi dejstvo, da se začenja postopek za izbiro ponudnika v tamkajšnjem gostinskem lokalu. Mestna občina Murska Sobota je namreč na svoji uradni spletni strani nedavno objavila poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo dela nepremičnine. Predmet razpisa je gostinski lokal v izmeri 74 kvadratnih metrov s skladiščem, ki obsega 30 kvadratnih metrov in 80 kvadratnih metrov veliko gostinsko teraso. Lokal, ki bo oddan v najem, obsega vso osnovno opremo kuhinje, točilnice in gostinskega vrta ter skladiščne prostore. Na voljo pa so tudi garderoba in ločeni toaletni prostori za zaposlene. Prav tako je opremljen s stoli in mizami v jedilnici in na terasi. V notranjosti objekta je na voljo 53 stolov in 13 barskih stolov, na terasi pa še dodatnih 52 sedišč. Kot je zapisano v razpisu, naj bi eno ključnih sestavin snovanja doživetja v paviljonu Expano sicer predstavljala pristna izkušnja in interakcija skozi regijsko kulinariko. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev, najemnina v poletnem času znaša 1572 evrov mesečno, v zimskem času pa nekaj čez 863 evra mesečno neto. Znane so nove podrobnosti o primeru spolne zlorabe, ki je v minulih dneh pretresel Pomurje.
Kot smo poročali, so na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti v času po božično-novoletnih praznikih obravnavali primer spolne zlorabe mladoletne osebe. Po njihovih pojasnilih se je dogodek zgodil v Murski Soboti, storilec in žrtev pa sta bila v sorodu. Storilec, 23-letni moški, naj bi spolno zlorabil svojo 13-letno nečakinjo. Trenutno je v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let in v priporu. Zoper njega je bila vložena zahteva za preiskavo, po zaključku katere bo tožilec sprejel odločitev, ali bo vložil obtožnico oziroma odstopil od kazenskega pregona. Zdaj so nam pa iz Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti še sporočili, da naj bi storilec isto žrtev spolno zlorabil že pred 5 leti. To torej pomeni, da je storilec ob izvršitvi kaznivega dejanja štel 18, žrtev pa le 8 let. V tožilstvu sicer pojasnjujejo tudi, da je pripor zoper 23-letnika bil odrejen zaradi ponovitvene nevarnosti. Za omejeno kaznivo dejanje je zagroženih od 3 do 8 let zapora. V boju za čist zrak se je država lotila prometa na avtocestah. Še letos bodo v veljavo stopile nove omejitve tudi na avtocestnem odseku mimo Maribora. Tik pred koncem lanskega leta je vlada sprejela odloke o kakovosti zraka v nekaterih slovenskih mestih, tudi v Mariboru. Novi predpisi že veljajo, člen, ki določa začasno znižanje največje dovoljene hitrosti na avtocestah in hitrih cestah mimo Maribora, Ljubljane, Celja, Kranja in Novega mesta pa bo začel veljati 1. novembra. Hitrosti na avtocestah, kjer je sicer omejitev 130 km/h, bi se tako znižale na 110 ali celo na 90 km/h. Upravljavec avtocest Dars bo moral hitrost obvezno znižati, ko bo razglašena čezmerna onesnaženost delci PM10. Ukolikor bodo PM10 delci za 1,5-krat presegli dnevno mejno vrednost, bo Agencija Republike Slovenije za okolje razglasila čezmerno onesnaženost. V teh primerih pa bodo morali upravljavci cest omejiti hitrost motornih vozil na avtocestah in hitrih cestah. Znižana omejitev hitrosti na avtocestah in hitrih cestah bo veljala v času, ko agencija razglasi čezmerno onesnaženost. Omejitve bodo lahko veljale med 1. oktobrom in 31. marcem, predpis pa bo začel veljati s 1. novembrom. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, kako lahko s prehranskimi dopolnili zaživite bolj zdravo. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, krajša sončna obdobja bodo le na severovzhodu, kjer bo po večini suho. Kakšno vreme nas čaka konec tedna pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 7 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 5 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 6 ter v Lendavi 9 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, krajša sončna obdobja bodo le na severovzhodu, kjer bo po večini suho. Drugod bo občasno rahlo deževalo, pogosteje na zahodu. Pihal bo jugozahodnik, zvečer ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog stopinje nad ničlo, čez dan pa bodo termometri pokazali 11 stopinj Celzija. V petek dopoldne bo oblačno s padavinami, ki jih bo več na zahodu. Meja sneženja se bo že zjutraj večinoma spustila do nižin. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem pa bo zjutraj zapihala šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, najkasneje v južnih krajih. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, jutro bo na Primorskem in ponekod na severovzhodu delno jasno. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -5 in 2, dnevne pa med 1 in 3 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.